Pozdravljeni škorpijoni, torej če ste v ascendentu škorpijoni, imate luno ali sonce v škorpijonu, v tem videu vam bom predstavila, kaj vas čaka v letu 2025. Torej v tej napovedi se bom dotaknila področji kariere, poslovanja, financ, zdravja, ljubezni, pa tudi izobraževanja, družine in potovanj, ter seveda splošne slike vašega leta. No pa kar začnimo, kaj se vam bo vse dogajalo. Torej Saturn bo od aprila dalje v vaši 5. hiši, saj se bo 29. marca 2025 premaknil v znamenje Rib. Jupiter bo v vaši 8. hiši, saj se od 14.5.2025 premakne v Dvojčka, Rahu in Ketu pa bosta od maja, to je od 29. maja 2025 naprej, prehajala vašo 4. in 10. hišo, torej boste vstopila v znamenje Vodnarja in Leva. No pa kaj vam kaže, torej če gremo najprej na področje kariere. Torej na področju službe in poklicnega življenja bojo prvi 3 meseci tega leta za vas nekoliko bolj zahtevni, ampak od aprila dalje se pa bojo za vas stvari izboljšale. Torej v svojem delu, poklicu in vsakodnevni delovni rutini boste začeli čutiti neke vrste olajšanja, tukaj bo več spoštovanja, ker težki vplivi Saturna na vašo hišo kariere, torej ti težki vplivi ne bojo več prisotni, oziroma ta težki vpliv Saturna bo izginil in bo to seveda velik blagoslov in velika prelomnica za vas. Torej stvari se bodo začele postopoma izboljšati in bodo veliko bolj pozitivne. Možne so za vas dobre spremembe v tej smeri, kot so na primer pridobitev želene nove službe, notranja premestitev na drugo delovno mesto, mogoče vas čaka kakšna premestitev na drugo lokacijo, novo lokacijo. Tudi vas čaka verjetno zaključek zadev, povezanih z napredovanjem ali pa neka dodelitev k nekemu novemu projektu ali pa mogoče neki novi ekipi z veliko boljšimi šefi, vodji ali pa enim vodjem, kakšnimi nadzorniki, sodelavci in tako dalje. Torej tukaj se res se kažejo pozitivni vplivi v vaši karieri. Potem boste začeli tudi dosegati boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in to vam bo prineslo več življenjskega zadovoljstva, sreče. In seveda vas bo vse to naravno spodbudilo, da boste delali pametneje, preudarnejše in seveda boste lahko zato tudi napredovali v svojem poklicnem življenju. Zdaj, Ketu bo od maja dalje tranzitiral v vaši 10. hiši, kar pa vam mogoče na nek način lahko prinese nek občutek umaknjenosti, nek občutek distanciranosti od dela. To pa seveda ni nič slabega, pomembno je le, da ostanete motivirani. Zdaj, ta prehod Ketu je čez 10. lahko tudi pomeni, da si boste zaželeli spremembe v službi, torej vse, kar sem gor prej razlagala, da se vam lahko zgodijo res neke pomembne spremembe, torej v drugi polovici leta, torej neka sprememba vodje, spremembe pri sodelavcih, premestitev na neko drugo lokacijo, torej tukaj je lahko zelo veliko različnih stvari, ampak neke spremembe se vam bojo zagotovo zgodile, boste pa seveda imeli tudi občutek včasih, da niste tako službo povezani, kot ste bili prej, oziroma s kariero. Lahko tudi pomeni, da si boste zaželeli delati nekaj nenavadnega, posebnega, torej mogoče kaj okultnega tudi. Torej, zelo pomembno je, da si ustvarite uresničljive cilje za leto 2025, torej te cilje, ki so seveda povezani z vašo službo, kariero in seveda je zelo pomembno, da delate na teh ciljih, da ste osredotočeni na te cilje, da imate vse skozi fokus. To bo za vas v tem letu zelo, zelo pomembno, posebej v drugi polovici leta 2025. Torej, je pa, če na splošno pogledamo, to leto za vas kar dobro, ker se vam karierno področje torej postopoma izboljšuje in zato lahko ostanete tukaj optimistični, torej zadovoljni, ker se bojo stvari izboljšale. No, kaj pa, če malo bolj konkretno pogledamo torej poslovanje in posel? Zdaj, na splošno je ta posel za vas videti kar dobro. Prvi 3 meseci tega leta bodo za vaše poslovanje močnejši, ampak od aprila dalje pa bo na vašo poslovno hišo
torej gledal Saturn, torej tukaj bo prisoten Saturnov vpliv, kar pa bi lahko prineslo tudi nekaj ovir pri poslovanju. Ampak ta vpliv Saturna za vas ni nujno slab ali pa le slab, ker vam tudi lahko pomaga pri ustvarjanju načrta za neke trajnostne in dolgoročne poslovne dejavnosti, ker Saturn je tisti, ki daje stabilnost in ki je zelo dober za neke dolgotrajne projekte, torej take bolj stabilne projekte. In zato pa to ni nujno za vas slabo. Če imate torej željo iti v nek projekt, ki je dolgoročen, kjer je potrebno več truda vložiti, več energije, potem je to za vas dobro. Zdaj, kaj je to lahko vse tukaj noter? To bi lahko vključevalo izvajanje nekih novih poslovnih načrtov, nekih program analiz poslovanja samega posla, potem bi v tem času lahko tudi iskali načine za pridobitev konkurenčne prednosti, potem boste usmerjeni tudi iskanje novih poslovnih dogovorov in zdaj, če boste sklenili tukaj nek dogovor, bo potem ta dogovor trajen, ker bojo verjetno se z vami povezali samo ljudje, ki so stabilni, trajni, zanesljivi, ker Saturn to predstavlja. Potem torej se lahko v tem času torej oblikujejo neka potencialna sodelovanja ali poslovna partnerstva in vse to vam bo seveda tudi na mislih. Zdaj, tukaj je zelo pomembno, da si vzamete čas. Saturn je namreč počasen planet, zato je ključno, da postopoma napredujete, torej počasi in vztrajno. Zdaj, če boste sledili korakom, šli naprej premišljeno, potem vam bo v tem letu šlo zelo dobro. Kaj pa finance? Torej, nasplošno je vaše finančno področje skozi celo leto videti kar dobro, še posebej v prvi polovici leta bo vaš denarni tok precej močan, v drugi polovici leta pa se bodo vaši prihranki, bančno stanje in premoženje še bolj krepili. Zdaj, svetujem vam, da se osredotočite na svoje naložbe, prilagodite pač te svoje finančne načrte, torej sebi, in temu, koliko zaslužite in tudi, da razporedite svoje premoženje. Svetuje se vam seveda, da modro vlagate, da boste dolgoročno ustvarili dobre donose, dosegli večjo finančno stabilnost in seveda s časoma tudi finančno neodvisnost. Zdaj, na splošno je finančno področje pri vas večji del leta videti kar dobro, zelo obetavno, ker je Jupiter vpliv na vašo 11. hišo in kasneje na njegovo lastno znamenje Strelca zelo dober vpliv in lahko vam zagotovi stalen in dober denarni tok skozi vse leto, torej zaradi tega. Je pa res, torej, da bo v prvih 5 mesecih Rakov tranzitiral skozi vašo 5. hišo, zato bodite previdni pri kakšnih tveganih, špekulativnih naložbah. Zdaj, svetujem vam, da se izogibate kakšnih visoko tveganim naložbam, kot so na primer kriptovalute, delnice ali pa kakšne podobne finančne transakcije, ker bi lahko doživeli tudi kakšne izgube, torej tukaj morate biti previdni pri takih naložbah. Drugače vam pa kaže dobro, ker pač boste imeli pač ta finančni tok kar močan, to je pa v redu. Torej, kaj vam kaže za zdravje? Prvi 3 meseca bodo prvi 3 meseci tega leta bodo nekoliko občutljivi za vaše zdravje, zato pazite nase. Ne zanemarjate nobenih zdravstvenih težav, še posebej, če gre za kakšne akutne težave, potem morate kar obiskati zdravnika. Ampak od aprila naprej bo pa prišlo do velikega olajšanja na področju zdravja in preostanek leta je videti precej bolj pozitiven. Imunost se vam bo ukrepila, raven energije se vam bo povečala in verjetno se boste v nadaljevanju leta počutili precej bolje. Zdaj, kaj pa ljubezen? Torej, za samske, ki želijo stopiti v novo razmerje, prvih 5 mesecev ni najbolj ugodno obdobje za to. Bolje bi bilo, da se v tem času izogibate začetku novega razmerja, ker bo čas od druge polovice maja, bo za vstop v novo romantično razmerje precej boljši, torej druga polovica leta je za vas boljša. Še posebej od junija naprej bodo priložnosti za iskanje tako dolgoročnega kot stabilnega razmerja veliko boljše kot prej. Zato se vam svetuje potrpežljivost. Čeprav bo vladar 5. hiše Jupiter v 8., torej to zahteva previdnost vseeno, ampak bo bolje.
Zdaj, najboljši čas za vas, za iskanje ljubezni, bo pa med 18. oktobrom in 4. decembrom, ko bo vaš Jupiter prišel v 9. hišo in vam bo prinesel veliko dobrega. Boste bolj srečni, bolj zadovoljni. Takrat bo tudi dobro vplival na 5. hišo, torej na hišo ljubezni. Vplival bo tudi na tranzitnega Saturna v 5. in zato bo to torej zelo dober čas za ljubezenske zadeve. Se pa prvih 5 mesecev pa izogibajte tveganjem. Na to pa bodo stvari tukaj postopoma postajale boljše. Kot sem pa rekla, je pa najboljše obdobje za ljubezen, torej med oktobrom in decembrom. Zdaj za pare, ki so že v razmerju, za njih je pomembno, da ostanejo zvesti partnerju, iskreni, predani, še posebej v prvih 5 mesecih leta, ker Rahu bi vas lahko skušal zapeljati ali pritegniti k nekim napačnim odločitvam ali pa kakšnim dejanjem za partnerjevim hrbtom, kar se pa dolgoročno za vas ne bo dobro obneslo. In kopičenje takšne karme vam seveda zagotovo ne bo koristilo. Zato bodite odkriti glede svojih pričakovanj in tega, kaj si želite v razmerju, in s časoma se vam bodo stvari precej izboljšale. Je pa res, da bodo v tem letu za tiste, ki ste vezani, torej za vas bodo prisotni vzponi in padci. Najboljše obdobje za pare bo prav tako v oktobru, novembru in decembru, ko se bo seveda leto 2025 zaključilo. Kaj pa poroke? Torej za samske, ki se želijo poročiti, je prvih 5 mesecev leta videti pozitivno za izvedbo poroke. Torej še posebej čas do 13. maja je čas, ki je zelo ugoden za poroko. In zdaj, če seveda tudi drugi dejavniki v vaši karti podpirajo poroko, je to pač dober čas za to, da se poročite in je tudi zelo verjetno, da se vam bo ta želja uresničila. Zdaj za pare, ki so pa že poročeni, so pa prvi 4 do 5 mesecev prav tako videti ugodni, torej ljubezen, romantika je povezana v zakonu, se bodo poglabljali. Po maju in juniju pa se lahko pojavijo tukaj manjši vzponi in padci, lahko tudi nek občutek odtujenosti. Zdaj poskušajte ta občutja nekako odriniti na stran in vseeno poskušajte vložiti več truda v izboljšanje odnosa, kar se bo pa seveda zagotovo konec leta tudi poznalo. Razmislite o kakšnih prijetnih izletih ali pa kakovostnem preživljanju časa s partnerjem, mogoče celo kakšnih daljših potovanjih, ker to lahko prinese čudeža za vaš odnos in tudi okrepi vaš zakon. Zdaj, kaj pa izobraževanje? Torej, za dijake in študenti, ki opravljajo srednjo šolo ali dodiplomski študij, torej pa tudi osnovno šolo, so prvi 3 mesece leta videti kar dobri, celo izjemni, ker boste dosegli zelo dober napredek. Prav tako je zelo dober čas v aprilu, ampak od maja naprej in do konca leta pa lahko pride do obdobja, torej, oziroma to bo obdobje, ko pa boste soočeni z različnimi motečimi dejavniki in skušnjavami. Tako da tukaj bodite pa pazljivi, od maja naprej. Zdaj, če boste ostali vse skozi osredotočeni, potem lahko dosežete odlične rezultate, ampak pomanjkanje fokusa vam pa pri izobraževanju lahko prinese kar večje težave. Tako da tukaj bodite zelo previdni, kar se tega tiče. Kar zadeva višje izobraževanje za študente, ki imajo kakšen magistrski študij, doktorski študij, leto videti kar pozitivno, večinoma. Še posebej zadnji 3 meseci leta 2025 so videti izjemni, torej zelo, zelo dobri za višje izobraževanje. V tem času lahko namreč dosežete zelo velik akademski napredek. Kaj pa družina? Torej, tisti, ki imate otroke, odnos z otroci v prvih 5 mesecih lahko malo težji, torej ta odnos bo lahko poln nesporazumov, težav in izzivov, ampak od junija naprej, torej druga polovica leta, je pa zelo obetavna za ponovno vzpostavitev vezi in reševanje, torej teh težav, ki se bojo prej pojavile. Zdaj, to bo potem tudi čas, od junija naprej, ko boste lahko krepili medsebojno zaupanje, razumevanje, spoštovanje in na ta način lahko bolj vzpostavili torej harmoničen odnos z otroki in tudi našli skupen jezik za prihodnje obdobje, kar pa je seveda zelo pomembno. Kaj pa potovanja? Torej, za kratka potovanja bo to leto večinoma pozitivno, ni videti večjih težav, kar pa zadeva dolga potovanja ali počitnice, je pa čas na splošno kar ugoden, ampak
Obdobje med 18. oktobrom in 4. decembrom je pa najboljše za večja dolga potovanja. Tudi za kakšne pomembne poti, počitnice, za kakšna službena, poslovna potovanja, tudi potovanja v povezavi z izobraževanjem. To je tudi zelo dober čas na splošno za izobraževanje, a ne? Ti 3 meseci, torej oktober, november, december, so res idealni za načrtovanje dolgih in pomembnih potovanj in so tudi zelo, zelo dobri za izobraževanje, kakršnokoli. Torej, kakšen je zdaj povzetek vašega leta? Torej, nasplošno bo to leto za vas mešanica nekih dobrih, lahko pa tudi manj dobrih rezultatov. Zdaj, nekateri tranziti in trenutki bojo pozitivni, zdaj pri drugih boste pa morali biti malo bolj pazljivi, še posebej pri vplivu rahuja, ne? Pomembno je, da uporabljate dobro presojo in če boste seveda ravnali kot Saturn ravna, a ne, da boste bolj počasni, da boste sprejemali odločitve počasi, premišljeno, da boste stopali korak za korakom, se posvetovali s starejšimi ali zaupanja vrednimi ljudmi, od njih pridobili kakšen nasvet, ki ga boste tudi to upoštevali, potem je to leto lahko za vas zelo, zelo dobro leto. Drugače vam bo pa težko. Tako da se vam svetuje, poslušajte starejše, pa izkušene ljudi, a ne? To leto je lahko za vas tudi zelo pomembno, ker vam vlada Mars, ki je letos še posebej aktiven in od katerega rezultati ali pa njegov vpliv se bojo pokazali poleti. Z njegovo močjo na svoji strani in pa z vašim trdim delom, trudom, predanostjo, odločenostjo, seveda tudi z dejanji, dobro motivacijo in strastjo lahko, torej z močjo tega Marsa, ne, ki je vaš planet, kar vam vlada, torej lahko dosežete veliko svojih želja in ciljev, ampak morate biti pa tudi vztrajni, strpni, potrpežljivi in ne odnehati. Ne. To je za vas zelo pomembno. Seveda je veliko odvisno tudi od obdobij, torej vaših obdobij, a ne, ki jih živite, kaj se vam bo konkretno dogajalo, to pa seveda lahko izveste, če se naročite na mojo osebno Jyotish analizo. Zdaj imam tudi akcije, vse so navedene na moji spletni strani oracleoflight.org in tudi spodaj v opisu. No, zdaj pa še malo poglejmo v tarot. Torej, to je leto 9, leto Puščavnika in to karto zanimivo tudi predstavlja Saturn. Drugače Puščavnika predstavlja tudi Devica. Devica je to astrološko znamenje, ki je zelo nagnjeno k čistoči, k redu, k preciznosti, k torej, delavnosti, a ne? In to ta karta tudi predstavlja. Drugače pa ta karta predstavlja tudi nek globi vpogled vase, a ne? In zato bomo v tem letu, oziroma to leto bo zelo dobro za nek vpogled vase. In da se tudi vprašamo, kaj si mi v resnici želimo v življenju, a ne? Ker izzivi Puščavnika so 9 palic, to je boj, moč, ko smo že skoraj utrujeni, pa vemo, da moramo še vztrajati, a ne? Torej, tako kot Saturn, a ne, nas tudi Puščavnik uči, ker seveda mu tudi Saturn nekako pripada, a ne, ga predstavlja, da moramo biti po poti svojih ciljev, oziroma do svojih ciljev, a ne, po tej poti, po kateri hodimo, torej moramo biti vztrajni, strpni, hoditi korak za korakom, se truditi, a ne, biti uvidevni, poslušati druge, a ne, in potem bomo dospeli do cilja. In ta devetica, torej palica, ne, ravno to predstavlja, ne. Vse devetke v tarotu so seveda povezane s Puščavnikom in zato tudi devetica palic, ki kaže na boj. Torej, zato se bomo morali v tem letu boriti za to, kar si želimo, da se nam uresniči, a ne. In zato je tudi pomembno, da si postavimo neke take realne cilje, ne take, ki jih lahko dosežemo, seveda s trajnostjo, ampak vseeno. Potem je izziv tega leta tudi devetica mečev, ki pa predstavlja skrbi, strahove, obup, nespečnost, lahko tudi neke izgube, a ne, ker Puščavnik lahko predstavlja tudi izgubo. To lahko pomeni, da bomo v tem letu prekinili z nekaterimi ljudmi, posebej s tistimi, s katerimi se nekako ne moremo več energijsko uravnavati, ki so mogoče za nas prazni, a ne, za katere imamo občutek, da nekako od njih ne dobivamo, bomo rekli, nekaj pozitivnega, a ne. Torej, lahko bi nas mučile skrbi, strahovi, a ne, tako da moramo biti v tem letu pozorni tudi na to. Drugače ima pa to leto Puščavnika, torej tudi
dve pozitivni stvari, torej devetica čaš, ki tudi pripada puščavniku, govori o tem, da se nam lahko uresničijo želje, da smo lahko zelo srečni, če bomo seveda poslušali sebe, in če se bomo trudili in bomo tako prišli do ciljev in bomo seveda potem zadovoljni, se nam bodo želje uresničile. In seveda bomo lahko tudi poželi tisto, kar smo sejali v preteklosti. Torej, to bo tudi leto nagrad za tiste, ki so bili v preteklosti delavni, pridni, organizirani, ker seveda puščavniku pripada tudi devetica diskov, ki pa prinaša obilje. Tudi samostojnost, torej veliko ljudi bo šlo v tem letu tudi na svoje. To tudi predstavlja torej devetica diskov, drugače pa predstavlja obilje, nagrade, priznanja, seveda za tiste, ki se trudijo. No, zdaj bi pa še pogledala malo za vas v karte, torej za posel, ljubezen in zdravje. Torej, če pogledam prvo za posel, torej za dijake, učence, študente, to pomeni, torej, da je vaš posel izobraževanje, tako da lahko tudi tukaj najdete razlago. Torej, posel, kaj vam kaže v poslu? Nekaj boste morali pustiti. Če boste želeli biti uspešni in znali bi tudi neke stvari pustiti za sabo, lahko bi znali tudi kakšen študij zamenjati, ali pa če mogoče imate več vzporednih študijev ali pa delate več vzporednih stvari hkrati, kaže, da boste morali neke stvari pustiti, če boste hoteli biti pri študiju uspešni. To velja za študente, drugače pa za posel kaže, torej, da boste morali v poslu, v karieri neke stvari pustiti za sabo. Torej, nekaj boste morali nehati delati, zato da boste lahko uspeli. Lahko tudi to pomeni, da boste nekatere ljudi pustili za sabo, ker leto puščavnika tudi to lahko pomeni izgubo. Tukaj vam kaže nek čustven umik, torej v poslu, karieri, od ljudi, s katerimi se nekako ne morete več povezati. Potem seveda pomeni, da boste morali paziti, ker boste imeli zelo veliko priložnosti novih in možnosti v karieri poslu in se boste morali odločati, torej v katero smer bi šli. In tukaj vam kaže, da se bi lahko v poslu tudi morali izobraževati. Drugače, kot sem rekla, za dijake, študente to kaže zelo dobro, torej boste nekaj pustili za sabo, ampak se tudi izobraževali, mogoče nekaj pustili, ampak pa na novo torej se začeli nekaj izobraževati in da boste tudi izbirali med tem, kaj hočete. Ampak to izobraževanje bo za vas zelo, zelo pomembno letos. Torej tisti, ki imate posel svoj, pomeni, da se boste morali za posel precej izobraževati, več stvari, ne samo eno. In tudi na splošno, torej v karieri, boste soočeni z več priložnostmi, ampak te bojo povezane s tem, da boste verjetno se morali nekaj novega naučiti. Drugače, glede financ, vam kaže, da boste lahko imeli neke večje stroške, da se boste borili glede denarja, torej da mogoče bi lahko kakšni tudi zamenjali službo, torej prekinili staro in šli v neko drugo službo. Lahko se vam zgodi, zdaj ne bi vas rada strašila, ampak lahko se vam zgodi tudi prekinitev službe. Mogoče to pomeni, da boste morali nekaj pustiti za sabo, lahko boste sami se tako odločili, lahko pa pač vas bodo odpustili zaradi nekih drugih razlogov. Glavno nekaj puščate za sabo. Ampak boste imeli veliko drugih novih priložnosti, ampak za te nove priložnosti se boste pa morali potruditi in se nekaj novega naučiti. In to na začetku se vam bo to zdelo grozno, da morate to spremembo narediti. Lahko bi tudi v službi zamenjali, torej kakšno lokacijo, zamenjal bi se vam šef, ampak to se vam bo zdelo tako grozno. Torej, tudi če ne boste izgubili službo, tudi če ne bo taka sprememba, če bo kakšna taka, da bo bolj v službi, da boste na primer ostali v tisti službi, kjer ste zdaj, pa bo neka sprememba, to se vam bo zdelo nekaj groznega. Ampak na koncu ne bo tako grozno, bo za vas dobro. Tako da ne se bati sprememb. Torej, sprememba je edina stalnica, ampak ne kaže, da bi bile zdaj to neke take spremembe, ki bi vas potem čisto povozile. Ampak na začetku bo pa težko vam. Potem pa s časoma se vam bojo pa želje uresničile, pazite se konfliktov v službi in karieri, ampak vas čaka
proti koncem leta neko boljše obdobje tudi v službi, ko boste dosegli neke cilje, sicer se boste morali za njih boriti, ampak jih boste. Pa tudi sodelovanje vam kaže kar v redu. Kaj pa finance? Nekaj dosti pokazalo za finance. Tudi v redu vam kaže finance. Dobro boste zaslužili. To vam kaže dobro. Kaj pa ljubezen, torej za škorpijone? Kaj pa ljubezen za vas? Ljubezen pri škorpijonih. Ljubezen pri škorpijonih. Aha. Vas pa čaka nek postopen napredek. Samski lahko spoznate eno novo osebo, ampak morate se paziti, ker se bi vam ta oseba lahko predstavljala drugačna, kot je. Tisti, ki ste pa že vezani, vas pa lahko čaka neka prekinitev, ker boste ali pa imate neko vezo, ki je precej posesivna, torej ta oseba je lahko posesivna ali pa vi. Lahko se soočate z nekim ljubosumjem, ampak boste v letošnjem letu to prekinili. Torej, če se soočate z nekim ljubosumjem, težavami, z nekimi igricami v odnosu, z neko manipulacijo, potem boste v letošnjem letu imeli priložnost, da to prekinete. Tudi boste od te osebe zahtevali, da vam da več, kakor vam zdaj daje, ker zdaj neke drobtinice pobirate, to pač ni v redu in ta oseba je prepočasna. Tako da lahko bi se to končalo, boste od te osebe zahtevali več resnosti, več stabilnosti, potem se vam to nekako stabilizira. Tisti, ki ste pa samski, kot sem rekla, pa lahko spoznate neko novo osebo, tudi ta oseba bi bila lahko zelo taka ljubosumna, lahko bi bila še kakšna tretja oseba vmes, torej pazite se teh razmerij, kjer je več torej oseb zraven, torej tretje osebe, torej, da se ne boste zapletli s kakšnim poročenim ali pa ne vem, z nekom, ki ima že partnerje odprej, tle morate biti kar pazljivi. Ja, torej čaka vas neko razočaranje v ljubezni, ni ne vem kako hudo, no, ampak boste morali reševati neke probleme in pazite se tretje osebe v razmerju. To velja tako za samske, ki boste nekoga na novo spoznali, ki vam bo zelo privlačen sicer, pazite, da nima on še koga zraven in pa tisti, ki ste v razmerju, prav tako pazite, no, da ne bo tle kakšna tretja oseba prišla. Tukaj bodite pazljivi, no. Imate kar vzpone in padce v letošnjem letu v ljubezni. No, škorpijoni, kaj pa še vaše zdravje? Še zdravje za škorpijone. Zdravje. Zdravje, torej škorpijoni boste imeli kar dobro zdravje. Torej, v prvi polovici leta morate biti bolj na zdravje pozorni, verjetno boste obiskali kakšnega zdravnika, svetovalca za prehrano, svetovalca za zdravje. Nekaj boste torej v zvezi s tem nekoga obiskali, se pogovorili, ampak bo zdravje vaše bo v redu, no, da se umikate od nekih težav. Torej, ni nekega, bom rekla, nekih težav, no. Ženske morate edino maternico paziti, moški prostato, ampak drugače pa v redu, to nič ne kaže, da bi bilo karkoli, no. Torej, lahko bi vas mučile kakšne bolečine v hrbtu, pa bolečine v križu, ampak drugače pa ne kaže nič posebnega, no. Zaradi bolečin, lahko bi vas boleli sklepi, no, noge, roke, križ, zaradi tega boste tudi obiskali nekega strokovnjaka, no, in vam bo potem bolje, boste se pogovorili. No, to je za škorpijone za letos, za leto 2025 vse. Želim vam lep dan in vas lepo pozdravljam.